Lep pozdrav vsem. Je rahlo nenavadna izkušnja nagovarjati publiko, ki jo ne vidim, ampak mislim, da je to, da smo še vedno v boljši vlogi, kot pa je večji del našega gospodarstva in širše družbe, kjer te prilagoditve, kot smo jo mi dosti z lahkoto naredili, ni bilo možno narediti. Tokrat bomo predstavili napovedi, polletne napovedi, ki jih Banka Slovenije dela v okviru Evrosistema. Te napovedi so delane v kombinaciji z neodvisnim, samostojnimi ocenami, ki jih Banka Slovenije prispeva v okviru slovenske ekonomije, na drugi strani pa z metodološkim okvirom, ki je evrosistemsko širok in zaradi tega tudi celovit in konsistenten med državami. Napovedi, kot vsi vemo, so zelo negotove. V teh razmerah pandemije je negotovost še bistveno večja. Negotovost je večja zlasti zaradi tega, ker ne izhaja v osnovi iz ekonomske sfere, ne gre za neke ciklične pojave, temveč izhaja iz zdravstvene sfere, širše družbene sfere. Lahko sicer na nek način rečemo, da negotovost se je zmanjšala od prejšnjih napovedi v juniju, vendar pa ostaja seveda še vedno zelo visoka. Ta povečana negotovost, ki smo jo zaznavali v juniju, se je takrat odražala v napovedih, ki so pa vseeno bile nekaj ugodnejše, kot pa so tokratnejše. In sicer v takratnih napovedih smo predpostavljali, da drugega vala pandemije ne bo, oziroma bo ta val sporadičen, občasen in omejen z lokalno apliciranimi ukrepi, kar pa se, kot vidimo, ne dogaja. Tako da tokratne napovedi so, nekaj slabše, temeljijo na predpostavkah, da bo pandemija se iznihavala čez leto 2021 in potem v letu 2022 šele dobimo polno neokrnjeno gospodarsko aktivnost naprej. Po napovedih bi leto 2020 zaključili z padcem BDP-ja 7,6, minus 7,6. V naslednjem letu potem sledijo sicer okrevanje 3,1 in v še letu 2022 nadaljnje okrevanje. To je kar za približno odstotno točko slabše, kot je bilo v preteklih napovedih izpred pol leta. Še vedno in s tem poslabšanjem smo tudi prišli v cono, kjer so naše napovedi slabše, kot pa velja za cel evrosistem. Nižja je tudi inflacija, leto 2020 bi dosegli deflacijo, minus 0,2, potem pa počasno okrevanje, višanje inflacije proti običajnim nivojem. Na te poslabšane napovedi se je evrosistem odzval z ukrepi, ki smo jih tudi že komunicirali v prejšnjem tednu. Tukaj pri pripravi teh ukrepov je seveda Banka Slovenije tudi sodelovala. Sicer gre za ukrepe na področju kvantitativnega sproščanja, povečan in podaljšan je bil pandemijski program odkupov vrednostnih papirjev, povečane so bile kvote in podaljšani so bili ciljne dolgoročne operacije refinanciranja, dopolnjeni in podaljšani pa so bili tudi nekateri drugi ukrepi. Ocenjujemo, da celovit nabor ukrepov, da je koristen, sorazmeren in primeren tudi za slovensko ekonomijo. S tem bi jaz mogoče zaključil ta uvod, predal bi besedo Arjani Žezigar-Masten, ki je vodila ekipo, ki je pripravljala te napovedi. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot je že Jože pred mano povedal, leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID-19, in glede na to, da se te epidemiološke razmere zelo hitro spreminjajo in vnašajo veliko negotovost tako med prebivalstvom kot podjetji, seveda posledično tudi v makroekonomske napovedi, smo tako kot junija tudi tokrat v bistvu pripravili dva alternativna scenarija, poleg našega osrednjega,
Alternativna scenarija bosta predstavljena na koncu, začela bom pa z našim osrednjim scenarijem. Se pravi, v osrednji napovedi pričakujemo, da bo cepivo dostopno nekje do konca leta in bo učinkovito rešilo v bistvu trenutno situacijo, tako da bo možno sproščanje omejitvenih ukrepov v naslednjih letih. Zdaj, za oživitev gospodarstva je ključna krepitev tako domačega kot tujega povpraševanja, slednje pa je odvisno predvsem od razmer na naših glavnih izvoznih trgih, tako da v osrednji napovedi pričakujemo stabilizacijo razmer v evrskem območju, in sicer po letošnjem padcu 7,3%, naj bi sledili rast v višini 3,9 in 4,2 v naslednjih 2 letih, ter na to stabilizacija na nekoliko nižjih ravneh. Za Slovenijo pa pričakujemo, kot je že Jože povedal, zelo podobno dinamiko, sicer malenkostno večji padec, ampak to je 7,6% letos, odboj pa v naslednjih 2 letih z rastjo 3,1 in 4,5 in na to nekje stabilizacijo na nižjih ravneh. Če si pogledamo zdaj razčlenitev rasti, se pravi glavne komponente rasti bruto domačega proizvoda, vidimo, da je epidemija in z njo povezana negotovost močno zmanjšala predvsem domače povpraševanje. Zlasti se je zmanjšala potrošnja, kar pa je posledica več dejavnikov. Se pravi, gospodinjstvom, ki so najbolj odvisni od prizadetih panog, se je seveda zmanjšala kupna moč. Potem zaradi povečane negotovosti v gospodarstvu se je povečalo previdnostno varčevanje, o tem nekaj več naprej. In pa zaradi zaprtja dela pomembnega dela gospodarstva je bilo trošenje v tistih dejavnostih onemogočeno oziroma zmanjšano. Zdaj, močno so pa upadle poleg zasebne potrošnje seveda tudi zasebne investicije, predvsem v opremo in stroje. Podjetja jih namreč odlagajo čas večje stabilnosti. Pričakujemo, da bo okrevanje investicij postopno in podpiral naj bi jih tudi instrument za okrevanje EU po pandemiji. In sicer ocenjujemo, da bo ta prispeval v povprečju približno 2 odstotni točki k skupni rasti investicij v obdobju 2021-2023. Ta sredstva bodo krepila tako rast zasebnih kot državnih investicij, predvsem slednje bojo v obdobju napovedi še naprej rastle, zlasti v letu 2021, kar je tudi vezano na črpanje evropskih sredstev, instrumenta za okrevanje EU in v povezavi z večjimi infrastrukturnimi projekti. Zdaj, na primer, železniško infrastrukturo, posodobitev voznega parka, slovenskih železnic in tako dalje. No, kot že omenjeno, bo letos zlasti upadla zasebna potrošnja, sicer bolj kot v zadnji gospodarski in finančni krizi. Spremenila se je tudi njena struktura, praviloma je upadlo trošenje vseh komponent potrošnje, predvsem pa trajnih dobrin, med kategorijami pa zlasti tiste, ki so bile zaradi epidemije onemogočene, recimo nastanitve, gostinstvo, prevozi in tako naprej. Na drugi strani se je krepila potrošnja hrane in pijače. Obenem podatki kažejo, da ne le v Sloveniji, ampak tudi v ostalih članicah evroobmočja, da je močno porasla stopnja varčevanja gospodinjstev. Ta je v bistvu na rekordno visokih ravneh, zato smo tudi v tokratni publikaciji tej problematiki namenili več pozornosti, se bodo ustvarjeni prihranki v bistvu predstavljali tudi pomemben vir okrevanja zasebne potrošnje v prihodnjih letih. Zdaj pričakujemo, da bo to okrevanje postopno in stopnja varčevanja pa bo ostala višja od predkrizne in sicer imamo za tako oceno več razlogov. Če gremo na naslednji. No, varčevanje je letos poraslo predvsem zaradi 2 dejavnikov. No. Prvo je tako imenovano prisilno varčevanje, in sicer to je posledica nezmožnosti trošenja, ker je bil del dejavnosti preprosto več mesecev zaprt ali pa na njihovo delovanje pač bilo pomembno omejeno. Zdaj, tukaj zlasti izpostavljamo storitvene dejavnosti, gostinstvo, nastanitve, osebne nege in podobno. Zdaj, del te izpadle potrošnje v prihodnje verjetno ne bo nadomeščeno. Drugi razlog pa predstavlja tako imenovano previdnostno varčevanje, ki pa se vedno krepi v času večje negotovosti. To spremlja predvsem manjše zaupanje med potrošniki, kar vodi v previdnostno obnašanje, zmanjšanje potrošnje in krepitve varčevanja zaradi porasta tveganja izpada dohodka. Drugi pomemben razlog povečanega varčevanja pa predstavlja tudi podrobnejša analiza, ki nam kaže v bistvu precejšnjo heterogenost med gospodinjstvi. V tej krizi so bile prizadete v največji meri predvsem storitvene dejavnosti, ki zahtevajo več ali manj fizičnega kontakta med kupcem in prodajalcem. In tudi v teh dejavnostih so sicer izplačuje nekako podpovprečna plača.
Zdaj, analiza, ki smo jo naredili, kaže, da so gospodinjstva z nižjimi dohodki tudi sicer bolj izpostavljena dohodkovnim tveganjem, ki je seveda odvisno od gospodarske aktivnosti. In tudi glede na podatke o čakanju na delo, je tudi delež zaposlenih, ki so na čakanju, največji prav v teh panogah. To pomeni, da je trenutna kriza v bistvu poslabšala položaj teh gospodinjstev. Tako da z tega vidika so ukrepi vlade ključni, ker so v bistvu pomembno zmanjšali negotovost, povezano z izgubo zaposlitve in ublažili situacijo najbolj ranljivih skupin. Zdaj, glede na že siceršnje nižje dohodke, ocenjujemo, da ta gospodinjstva verjetno večjih prihrankov niso akumulirala v času krize. To pomeni, da so varčevanja krepila zlasti gospodinjstva v višjih dohodkovnih razredih in te pa imajo tudi praviloma nižjo mejno nagnjenost k trošenju, kar pomeni, da v naslednjih letih, saj tako ocenjujemo, na osnovi pač naših modelov, da prihrankov ne bodo v celotnem obsegu prenesla v trošenje. Če si pogledamo še zaposlenost in brezposelnost, se pravi nižja gospodarska aktivnost, se bo letos poznala tudi na trgu dela in sicer se bo odrazila v zmanjšanju zaposlenosti. Zaradi obsežnih vladnih ukrepov za ohranjanje delovnih mest bo zdaj po naših konzervativnih modelskih ocenah padec zaposlenosti v bistvu za polovico manjši, kot bi bil brez ukrepov in bo tako znašal 1,5%. Z drugimi besedami povedano, to pomeni, da so ukrepi prihranili nekje 16.000 delovnih mest, glede na naše modelske ocene, kar gre nekje v skladu tudi s podatkom za avgust, ki kaže, da je na začasnem čakanju bilo 17.000 ljudi. Bolj kot na zaposlenosti se bo pa globina padca gospodarske aktivnosti na trgu dela seveda poznala na število opravljenih delovnih ur, tukaj bo padec kar 7,3%. Ob nižji zaposlenosti pa seveda bo narasla tudi stopnja anketne brezposelnosti, in sicer bo letos narasla na 5,4%, pri čemer pa bo to povečanje brezposelnosti v bistvu manjše kot padec zaposlenosti, ker bo pomemben del delavcev, ki bodo izgubili oziroma so izgubili zaposlitev, prelil v neaktivnost, ne? In stopnja aktivnosti se bo potem pač posledično upadla. Tokrat pričakujemo, da se bo upadanje zaposlenosti ob poslabšanju gospodarskih obetih za konec letošnjega in prihodnjega leta nadaljevalo tudi v prihodnje leto, tako da raven zaposlenosti naj bi dosegla dno do sredine prihodnjega leta. Posledično se bo stopnja anketne brezposelnosti prihodnje leto še povečala na 5,6%, ampak to je še zmerom zgodovinsko nizka raven in daleč pod najvišjo ravnjo doseženo recimo po finančni krizi. Tako da predkrizna raven zaposlenosti in brezposelnosti bo po pričakovanjih, po ocenah, ponovno dosežena šele v letu 2023. Če si pogledamo še rast plač, se pravi rast povprečne plače, merjena s povprečnimi sredstvi za zaposlenega, bo letos 2%. Nanjo bojo ključno vplivali obsežni ukrepi za ohranjanje delovnih mest in pa visoka rast v državnem sektorju. 0,4% zmanjšanje v zasebnem sektorju je predvsem posledica velikega deleža zaposlenosti, ki so letos vključeni v te vladne ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Tam pa seveda dobijo 80% nadomestila plače za čas, ko ne delajo, in tudi so deležni nižjih nadomestil za prevoz in prehrano, ker jih pač ne potrebujejo. Posledično bodo nižji prejemki teh zaposlenih potisnili rast plač v zasebnem sektorju v negativno območje. Je pa treba poudariti, da bodo plače zaposlenih, ki niso vključeni v ukrepe, letos občutno višji, tudi zaradi januarskega dviga in pa redefinicije minimalne plače. No, v sektorju država pa bo rast povprečne plače približno 10,5%, predvsem zaradi izplačil z epidemijo povezanih dodatkov. In pa tudi zaradi vladnega dogovora s sindikati javnega sektorja konec leta 2018. Tako da v prihodnjih letih se bo rast povprečne plače skladno z modelskimi napovedmi na podlagi pač plačne Philipsove krivulje v celotnem gospodarstvu postopoma okrepila, tako da v letu 2023 pričakujemo ob 1,6% inflaciji in 4,3% brezposelnosti, naj bi pač rast plač presegla 3%. No, pa si poglejmo še življenjske potrebščine, rast cen. Življenjske potrebščine so se letos zaradi pandemije in padca cen energentov pocenile in inflacija se bo v naslednjih letih le postopoma krepila. Letos bo v bistvu 0,2% deflacija, kar pa je zlasti posledica cenejših energentov. No? To pa so rezultat padca svetovnih cen nafte
in pa domačih ukrepov za blažitev posledic epidemije, kot so bili trošarinska politika, pa cenejša elektrika 2 meseca. Zdaj, padec bo blažila rast cen hrane, ki se je letos zvišala, in sicer k pospešku te rasti prispeva predvsem dražja nepredelana hrana, katere visoka rast je v bistvu poleg neugodnih vremenskih razmer ključna pandemija, kar povečuje stroške in po eni strani povečuje stroške, po drugi strani povečuje povpraševanje. Stroški se pa povečujejo predvsem zaradi ukrepov, ki so v povezavi z uvedbo higienskih in zaščitnih priporočil, recimo za varovanje javnega zdravja. Zdaj, osnovna inflacija, to je rast cen brez energentov in hrane, se po lanskem pospešku, skladno s padcem gospodarske aktivnosti in negativno gospodarsko vrzeljo, pač izrazito umirila letos in bo 0,9%. Na krajši rok bo poleg padca zasebne potrošnje in poslabšanja razmer na trgu dela odražala tudi oslabljene stroškovne pritiske, povezane s padcem predvsem uvoznih cen in šibkejšo rastjo cen proizvajalcev za domači trg in povprečnih sredstev za zaposlenega. Zdaj, močnejše znižanje bo na drugi strani zaradi izvajanja ukrepov socialnega distanciranja, pa višjih stroškov in likvidnostnih omejitev, v bistvu preprečevala manjša ponudba. Tako da s postopnim okrevanjem domačega in tujega povpraševanja, ki bo sledilo nekako izboljšanje epidemiološke slike, se tudi pričakuje povečanje domačih in tujih cenovnih pritiskov, ki bodo krepili tako osnovno inflacijo kot celotno inflacijo. Zdaj, tukaj prikazujemo alternativno mero rasti cen življenjskih potrebščin. Z izbruhom epidemije je prišlo do določenih motenj, bi lahko rekli, oziroma pristranosti te mere HICP-ja, s katerim merimo inflacijo in je tudi ključen pri doseganju cilja denarne politike. In sicer se pojavljajo težave pri merjenju inflacije zaradi zaustavitve precejšnjega dela gospodarstva in se pravi, kako meriti nekaj, kar se ne prodaja, se pravi pomanjkanje podatkov o cenah nedostopnih izdelkov. Tako da je ocena inflacije že iz tega vidika malo manj zanesljiva, po drugi strani pa se je spremenila tudi struktura potrošnje in to tudi vpliva na izračun tega HICP-ja. Tako da, ker se neupoštevanje teh nenadnih večjih sprememb potrošniških vzorcev, veste, da se je več trošilo za hrano, manj za prevoze, kozmetiko in tako naprej, odraža v pristranosti inflacije, smo potem ta izračunali alternativni indeks, ki odraža spremembe v strukturi potrošnje znotraj leta, tako da smo ocenili vpliv spremenjenih teh potrošniških vzorcev za merjenje inflacije do letošnjega septembra. In ocene dejansko kažejo, da je bil medletni padec cen življenjskih potrebščin v času strogih ukrepov za zajezitev širjenja virusa dejansko manjši od izmerjenega. In sicer od 0,4 v enih mesecih zdaj naprej do 0,2 odstotne točke. Zdaj, razlika med alternativno in uradno mero inflacije izhaja iz dejstva, se pravi, da so potrošniki v času prvega vala epidemije relativno več izdatkov namenili potrošni kategoriji z višjo rastjo cen, to je hrano, medtem ko se je recimo zmanjšal delež izdatkov namenjen izdelkom in storitvam, ki pa so se v času epidemije pocenile, recimo prevoz, oblačila in obutev. Zdaj, epidemija pomembno vpliva seveda tudi na javni dolg države in na saldo države. In sicer smo iz manjšega, zelo minimalnega presežka lani prišli v nekoliko višji primanjkljaj letos. In sicer ocenjujemo, da bi primanjkljaj države letos lahko dosegel 8,9% bruto domačega proizvoda. Visok primanjkljaj bo po eni strani posledica manjše gospodarske aktivnosti, kar znižuje javnofinančne prihodke. Po drugi strani pa saldo države tudi poslabšujejo sprejeti ukrepi za seveda blažitev posledic epidemije, in sicer bodo letos te ukrepi vezani na epidemijo k poslabšanju salda prispevali približno 5,7 odstotnih točk bruto domačega proizvoda. V tej oceni je bila že vključena tudi prva groba ocena ukrepov na osnovi predloga 6. protikoronskega paketa. Zdaj, ukrepi v višini približno 1,2% BDP-ja bojo prisotni tudi v letu 2021, kot smo predvidevali, kar je eden od dejavnikov spremembe ocene za to leto. Kar se tiče dolga, ocenjujemo, da bo letos narastel na okoli 83% bruto domačega proizvoda,
kar je podobno kot po zadnji gospodarski in finančni krizi. Še vedno pa recimo ostal približno 17% točk pod povprečjem evrskega območja, povprečje tam nekje okoli 100% BDP. Letos država zdaj tudi izkorišča ugodne pogoje zadolževanja, tako da se v bistvu iz previdnostnih vzrokov zadolžuje bolj kot znašajo njene finančne potrebe in tako zbrana sredstva bo potem lahko v prihodnjih letih porabila za zniževanje dolga. Predvidevamo, da se bo dolg v deležu bruto domačega proizvoda od leta 2022 do naprej zniževal, predvsem pa seveda zaradi krepitve gospodarske aktivnosti. No, kot je razvidno iz slike, več kot polovica vseh ukrepov in odpade na subvencije na področju trga dela. Slednje zajemajo nadomestila za delavce na čakanju na delo, potem subvencije za skrajšani delovni čas, temeljni dohodek in prispevke za samozaposlene ter plačilo prispevkov za zaposlene, ki so delali v prvem valu. Zdaj pomemben ukrep je tudi dodatno nagrajevanje zaposlenih v sektorju država, predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, kjer gre za dodatke tistim, ki so najbolj obremenjeni, oziroma delajo na področjih obremenjenih s COVID-19. Zdaj vrednostno izstopajo tudi turistični boni, ki so bili podaljšani prihodnje leto in kritje dela. No, zdaj sprejeti fiskalni ukrepi, tako kot sem rekla, so bili v večini usmerjeni v ohranjanje delovnih mest in zagotavljanje stabilnih dohodkov prebivalstva. Dejansko so te ukrepi preprečili še večji upad kupne moči gospodinjstev in so tako pomembno prispevali k rasti zasebne potrošnje. Tukaj tudi mi vidimo glavni kanal, prek katerega se ukrepi prenašajo v gospodarsko aktivnost. Zdaj v procesu priprave napovedi smo upoštevali velikost vseh 6 protikoronskih paketov in tudi ocenili učinke na gospodarsko rast. Te ostajajo skladne z predhodnimi, torej na podlagi predpostavk in ocen pričakujemo, da bodo ukrepi fiskalne politike ublažili upad gospodarske aktivnosti zaradi posledic epidemije za približno tretjino. V naslednjih letih se pričakuje pa, da bo gospodarstvo, predvsem investicije, dodatno krepil nov instrument za okrevanje EU po pandemiji in ta bo v povprečju, ocenjujemo, k rasti bruto domačega proizvoda prispeval nekaj manj kot pol odstotne točke letno. No, še kot sem na začetku povedala, ocenili smo tudi 2 alternativna scenarija. Tukaj bi poudarila, da pač mi smo napovedi delali novembra, to je bilo pred objavo recimo 3. četrtletja. In takrat smo pač pripravili tudi 2 alternativna scenarija. V primeru blažjega, ki se sicer trenutno glede na situacijo zdi zdaj že zelo malo verjeten, smo ocenjevali, da se bo del najstrožjih ukrepov v bistvu v drugi polovici decembra sproščal. In tudi v primeru tega blažjega scenarija bi se tako v bistvu omejitveni ukrepi začeli sproščati že letos in potem bi se to nadaljevalo tudi naprej, brez naslednjih valov epidemij. Ključno je, da bi epidemiološke razmere omogočile tudi zagon turistične sezone po zimi že, in bi bilo okrevanje precejšnjo že v prvem četrtletju naslednjega leta. V tem primeru računamo tudi na to, da bo implementacija medicinske rešitve učinkovita in hitra in vse to bi omogočilo, da bi gospodarstvo okrevalo v bistvu hitrejše od naših osrednjih napovedi. To pomeni, da bi raven bruto domačega proizvoda doseglo predkrizno raven, v bistvu že konec naslednjega leta. Na drugi strani pa smo predvideli tudi slabši scenarij, kot smo ga v osrednjem scenariju, in sicer kot v osrednjem scenariju. In ta ostrejši scenarij pa pričakuje, da drugi val ne bo tako uspešno zajezen in da bo večina tudi teh najstrožjih ukrepov trajala še kar skoraj prvo polovico naslednjega leta. To bo pomenilo, da bo tudi sproščanje ukrepov bolj postopno, v nekaterih dejavnostih, zlasti storitvenih in tistih, kjer je večja intenzivnost stikov med kupcem in stranko, pa bodo seveda posledice dolgoročnejše. Tako da zdaj v tem primeru bi se lahko gospodarstvo v prihodnjem letu še dodatno krčilo in potem bi začelo okrevati šele v letu 2022-2023 in raven bruto domačega proizvoda do konca leta 2023 še ne bi dosegla predkrizne ravni. No, za primerjavo, še enkrat, v primeru osrednje napovedi pričakujemo, da bo pa predkrizna raven dosežena nekje na koncu leta 2022.